dosti sem čul tako, pa bral v depresijah, no, pa ni nekaj, kar bi se lahko predstavljal, ni nekaj, kar bi sploh lahko opisal z besedami, ne, ker jaz sem se prvič 4 ko sem se ločil, to je bilo prvič, drugič pa, ko je samo umrl, ko je bil partner umrl, sem tudi na psihiatriji končal, sem tudi bil na obravnavi in so mi tudi tablete ponudili, pa sem si se pozavrnil, ne. ja. Ampak pa sem je tudi v Londonu pojavilo, ponovilo še enkrat. Potem pa sem se odločil, da pa to ni to, ne, prav izbral sem, ne. In ko sem predlani bil v bolnici, ko sem bil bolan, ko sem pač imel raka, no, in ko sem prebolel, sem tudi bil v popolni depresiji, 55 kg na vozičku, v plenicah, a veš, ono konec, ne. Ja, ampak to je že ampak sem fizično, telefon vzel, pa sem izbral, sem rekel, izberem življenje, dosti imam tega, ne. Pa sem se spomnil na knjigo Viktora Frankla, ki je napisal V taborišču. Viktor? Ja. Viktor Frankl. Viktore? Kljub vsemu izberem življenje, ne, zelo knjige, ne. Ja, Ja. Ne, ni tak naslov. Sigurno ni tak naslov. Frankl. Je Viktor Frankl? Ja. Naslov pa je... čakaj, bom pogooglil. Kljub vsemu rečem življenje, da, nekaj takega. Zelo dobra knjiga, Ja. doma. Zelo tanka knjiga, pa sem prebral, no. In da sem se v bolnici spomnil, no, kak je moje trpljenje, ne, če mu tako rečemo, ker trpljenje je bilo, zanemarljivo, malo da ne, s trpljenjem ljudi, ki so dali skozi ala taborišče, recimo, ne. Aha, to imaš prav, Viktor Emil Frankl, knjiga Ja, Emil je tudi moje ime. Man's Search for a Meaning. Ja, ne, v slovenščini je prevod sigurno, kljub vsemu reče življenju, da. Aha, jaz ne v angliščini, Ja. okay. In hecne ja, point je pa v tem, točno v tem. Pa tudi moje middle name je Emil, ne. Ja. Mislim, ja, knjiga govori o, on je bil nepoveljnik krila, no, kako se reče glavnemu za en del bolnice. On je bil... Primari? Primari? Mislim, ne vem, če ne spomnim, da je bil. On je bil glavni za eno krilo ene židovske bolnice na Dunaju pred drugo svetovno vojno in potem se je že vedlo približno, kaj bo z Židi. Retorika je že šla Se spomnim, v tej ja, imaš smeri. prav, ja. Je že šla v tej smeri, da so se lahko bali in je imel šanso iti, on pa žena, pa otroci, ali kako, on, glavnem, za njega vem, da je imel šanso iti v Ameriko ali Švico ali nekam zbežati, pa je rekel, da ni mogel, ker sta starša pa nista mogla iti. Za starše pa ni dobil transporta. Ja. In je ostal in so ga seveda zaprli v ono taborišče, v to taborišče. In on, podobno tako ti, on je imel transkript knjige, on je začetnik 4. veje psihoterapije dunajske, logoterapija se reče. Psihoterapija se ukvarja s tabo, kot da se je tebi nekaj v preteklosti zgodilo, tvojem otroštvu, kar vpliva danes na skoraj vsako tvojo odločitev. On pa je začel opažati in razvijati teorijo logoterapije, ki je, da ni samo preteklost, ampak tudi prihodnost. Se pravi, tvoji cilji tudi vplivajo na tvoje stanje. Ne. Sploh, naprimer, ta primer, mislim, da je dal primer enega ameriškega veleposlanika v Avstriji, ki je hotel je nekaj doseči. Cilj je imel, ampak je izbral službo veleposlanika, ker je bila bolj varna, znal je delati, ni bilo panike v legnar, ampak hotel nekaj druga delati. In ga je skozi matralo. Ne? Pa je rekel, on je skozi na psihoterapijo hodil, skozi je bilo, ja, tvoj slab odnos s tvojim očetom, ti to dela. Preko, ko je razvijal logoterapijo, je pa temu človeku pomagal in je bil tak, ja, tvoj odnos s tvojim očetom vpliva na tebe, ampak ti si želiš nekaj druga biti, probaj to. Takrat se je temu veleposlaniku vse zasukalo, ker je pustil službo, šel, ali kak je bilo za ne vem, pač bolje ugotovil, da tudi cilji na tebe vplivajo. Absolutno. In on je imel transkript knjige napisan v listah, mislim, da ga je celo v taborišče zraven nesel in ga je izgubil tam, oziroma so ga vzeli. Tudi tega se ne spomnim vredu. Glavnem point tega je bil, da je on na živo potem opazoval, ko je nekdo začel govoriti, ne bo konc vojne, tu bomo končali, to je fertik. In so zboleli potem in umrli. Dobili so marsikaj. Niso bili samo samomori, samomori so bili prepovedani. Naprimer, hoteli so, da do konca trpijo do smrti. Hoteli so, mislim, oni so se odločili, ne bo fertik vojne, jaz tega ne bom preživel in to bo to in pol je prišlo virus, pljučnica, bilo kaj je prišlo, ampak prišlo je zaradi mentalne odločitve fertike, cilj ne bo dosežen in tako je bila odpornost zelo nizka, ker to so dobivali
vodo, pa malo kruha noter ali pa nekaj. Ne? To je bilo kosilo za njih. To je bila juha v bistvu. Ne? To so dobivali, naprimer, to se spomnim, da je bilo napisano. In ko se je človek odločil, vertike, takrat ljudje umrejo, ko niso več koristni, ko se čutijo ne več koristni, tako ljudje izberejo smrt. Sam se je odločil. Tako je moj oče umrl pred 2 letoma, ker ni bilo dovolj. Ne? Isto za rakom, ne? Ja. Ampak prej sem se nasmejal, ko si rekel o otroštvu. Jaz sem šel v salon iskat 3 obdobja, To pa je ona, kako se že reče v Londonu, ta? Landmark Forum, tam sem ugotovil, da se pri 4-5 letih ti nekaj zgodi, okrog 8. leta pa okoli 12. leta. Ne? So taki 3 odločilna obdobja, v katerih ti ustvariš o sebi mnenje. In potem imaš celo življenje, takšen pač sem. Ne? V bistvu nisi tak, ampak si se takrat odločil. Nekaj se ti je zgodilo, ne? In jaz sem potem na tem salonu ugotovil, kaj so te 3 moje točke. Ne? V praksi to pomeni, da ti je nekdo rekel, nisi dovolj vreden, in potem si ti govoriš, nisem dovolj vreden. In to na vsaka tvoja odločitev vpliva. Ali pa ti reče nekdo, ti si pa ful pameten, in to na tebe vpliva. Jaz sem ful pameten. Tudi takrat, ko nisi, si ne moreš priznati, jaz nisem pameten. Ampak dejstvo je tudi, da se ti nekaj zgodi in ti potem sam narediš mnenje o sebi. To je tako ponotranjiš, še hujše. Ne? To se zelo površinsko opisal, da ti nekdo reče, pa da ti dobiš občutek tega. Ne? Več pa glede Frankla omenila, jaz sem pa v Londonu spoznal in sem ga na vozičku vozil Nikolasa Wilsona. On pa je v bistvu, ne vem koliko, 600-700 židovskih otrok je v bistvu iz Poljske z vlakom v Anglijo spravil v bistvu, ne, in sem jaz delal na ambasadi švedske, domovanju švedske ambasadorke, no in je bil takrat, so mu podelili neki Švedi nek častni naziv ali diplomo ali medaljo ali nekaj takega je bilo. No in je tja prišel, jaz sem ga tam fural, kot z vozičkom je bilo, prav čast, ne, nekoga spoznati, ki je dobesedno rešil življenja, ne, 100 ljudem, ki so potem imajo otroke in ena veja človeštva, malo da ne, je zato preživela, ker se je en človek odločil nekaj narediti. Ne. Ja. Pa ne odločil, ti je imel jajce. To. Ja, naredil je, ne. Kakšne zgodbe se bolj tu pišejo? Večeroma včasih tu pa tam vidim na internetu sploh, ker mislim, da sam na internetu to objavljajo zgodbe nekih ljudi, ki so naprimer v drugi svetovni vojni mogli iti, prišli nazaj, iščejo svojce za neko gospo, sem čebral, da so jih z Maribora mogli iti, ne vem kam, v nek drug konc Slovenije, brat je pa v Srbijo so jih vozili dosti tudi, ne, potem... to ne vem, mislim, ta ženska je bila, mislim, da proti Kranju, vse ne vem, zdaj govorim na pamet, ampak kako so mogli iti, pa pol je šla, pa pol za sestro išče, brat je tak šel partizane, doben ne ve ki, ko je prišel nazaj svoje stanovanje, je bilo pa že vseljeno. Fuck, jaz to moram videti.